Alo, banda, dober večer. Kaj zdaj? Kdo je z mano? Me kdo gleda? A se bo kdo oglasil, bo kdo lajko, a se bo kdo... Sašo Rajsar se je oglasil. Sašo Rajsar se je pridružil. Bravo, Sale. Kje si ti, Sale? Martin Šalomon, Vladimira, živijo. Majdi, kje si Majdi? A si prebrala ti to? A si do konca prebrala? Kaj imam na svojem planu? Na svojem imam v planu reči stavek ali dva, mogoče bo pa odstavek o intervjujih, o teh stvarih, ki jih osnovno, s katerimi sem se najprej predstavil svojim bralcem. In sicer, nekaj intervjujev sem naredil v zvezi s hokejem, pač tisti, ki me poznate, veste, odkot prihajam. Tukaj je hokej svetinja v našem kraju, tako da pač valjda, da nekatere intervjuje pišem na temo hokeja. Ok, letos je to pač iz določenih razlogov malo manj aktualno, bi pa omenil nekatere druge stvari. Pogosto me sprašujejo ljudje, ne vem, ki me intervjujejo, ali pa čisto tako znanci, kateri intervju je moj najljubši. Težko je povedati, kateri intervju je najljubši, ali pa kateri intervjuvanec je najljubši. Domen, živijo, Klaudija, živijo, Irena, dobro večer, Stevo, živijo, kako si, hvala, ker me gledate. Skratka, kje sem ustal sem pri intervjujih. Težko je določiti tistega, ki je najboljši, ker ko človek enkrat da od sebe intervju, ko ga spusti v svet, meni se vedno zdi, kot bi bil, ne vem, Ata Orl in potem majčkega orliča daš na dlani nad prepadom in narediš takole, ne? In gledaš, če bo ta majhen orliček poletel. Moji orlički v glavnem kar poletijo, saj nazaj dobivam potem feedbacke, da lebdijo nad širnimi prostranstvi in tako naprej. In to je fajn občutek, če ti ljudje povedo, da so tvojega orlička videl, skratka, da so ga opazil. Če še kaj drugega pametnega, pohvalenega povejo, še toliko bolje. Iris, živijo, dobro večer, evo, hvala, ker si se oglasila. Ti si ta prva, ki si nekaj napisala. Dajmo še ostali, dajmo kaj napisati. No. Kje sem ostal, še vedno pri intervjujih. Dve spletni strani poleg hokejske se ubadata z mojimi, oziroma vsebujeta moje intervjuje. Ena je tista malo bolj splošna, kako bi rekel, slovensko orientirana, to je intervju.si. Dajte tisti, ki me poznate samo zaradi knjige, samo zaradi romana z naslovom Nagrada, dajte tisti prebrati oziroma odpreti spletno stran www.intervju.com. Tam boste našli nekaj zanimivih znanih Slovencev, ki sem jih intervjuval, nekaj tudi neznanih, nekaj tudi takih, ki so pa dejansko postali znani po tistem, ko sem jih jaz intervjuval. To so bili zelo zanimivi občutki, ko so me moji intervjuvanci klicali nazaj, ker naenkrat so jih začeli klicati iz nacionalnih medijev, iz revij in tako naprej. Prej se pa nikoli nihče ni ozrl na njih. Skratka, intervju.si, tam imate nekaj krasnih intervjujev. Meni najljubši v resnici na intervju.si je, mislim, da potujoči obdelovalec figovega lesa. Zakaj? Ker ta intervju govori življenjsko zgodbo nekoga, ki je na pol Sirec, na pol Bosanc, živi pa v Sloveniji. Dajte si to prebrati, zelo, zelo zanimiva zgodba. Še nekaj drugih je, seveda, jaz mislim, da so vse zelo dobre. Imam nekaj rockerjev gor intervjuvanih, imam dve krasni rockerci, Hellcats, blond ženske so nekako mogoče malo moja rak rana in tukaj sem intervjuval dve, po vrhu sta še rockerci in valjda jaz sem še 2 let po intervjuju vas zmešan. Če omenim še spletno stran jeseničan.si, ta pa malo prikazuje oziroma predstavlja domače like tukaj iz Jesenice in okolice. Branka živijo, Draga živijo, Nina Adrović živijo, Teja, Tejči, kako si? Dobro večer, lepo, da me gledaš. Ksenija Podlogar živijo.
Ostal sem pri jeseničan.si. Večina ljudi, ki so malo sledili te moje intervjuje, ki so jih brali, pričakuje, da mi je najljubši intervju s tako imenovanim klošarjem, za katerega je izpadlo, da sploh ni klošar, ampak je človek dejansko odvetnik. Je pač malo poseben, kasneje se je izpostavilo tudi, da mu je odvzeta opravilna sposobnost. Skratka, človek je malo poseben, ampak ko se z njim pogovarjaš, pa sploh ne da nobenega, kako bi rekel, v narekovajih odtrganega občutka. Človek daje jasne odgovore, razumno govori. Skratka, zelo prijetno je bilo z njim delati intervju. Ampak kaj hočem povedati? Meni osebno najljubši od intervjujev na spletni strani jeseničan.si, dajte si to pogledati, je intervju, ki predstavlja čevljarko Mihelo. Mihela je toliko dobro zgodbo povedala, toliko zanimivega, da ko sem delal z njo, me je ves čas, kako bi rekel, srce stiskal. Toliko močna življenjska zgodba je. Kaj je pa posebej zanimivega pri Miheli? Mihela je od vseh ljudi, ki sem jih doslej intervjujal, kasneje imela negativno reakcijo na ta intervju. Sva sicer razčistila zadeve, ampak kaj se je zgodilo? Matej, živijo, hvala za dobre želje, hvala. Nina, živijo, Bajka, živijo. Ostal sem pri Miheli. Mislim, da sem nekih 10 dni, en teden po intervjuju enkrat vzel 20 dek kave, pol kile kave, da se bom zahvalil primerno za njen čas in ga nesel tej Miheli čevljarki, naši 85 let stari čevljarki, ali koliko je že stara. In res uletim v lokal, v to čevljarno, ali kako se reče, popravljalnico čevljev. Gospa je tam malo bila zamaknjena, ne? In ko me je zagledala, je rekla, zgin ven iz mojega lokala, da te ne vidim nikoli več. Sem mislil, da se heca, ne? In sem se nasmejal, ampak je ostala resna in je kar vztrajala, da naj se poberem. Potem sem pa le malo začel vrtati, kaj dogaja, in je rekla, kakšne stvari si pisal, grozne stvari si pisal. Sem rekel, Mihela, jaz sem pisal tisto, o čemer ste vi govorili, ne? Saj sem vas vprašal, če vam dam pred objavo za prebrati, ste rekla, ne, kar sem povedala, sem povedala. No, pa je pol izpadal, da je bilo njej sicer vse v redu, tudi ljudje so zelo pohvalili ta intervju, ampak nekaterim, ki so bili omenjeni v tem dotičnem intervjuju, pa ni bilo vse všeč, kar je bilo noter zapisano. V principu to tudi niso bile lepe stvari, jih je pač Mihela povedala, ne. Skratka, nekateri ne marajo, če o njih poveš tisto, kar je res. Pa saj smo vsi pod malem taki, ne, saj verjetno tudi zame tako velja. Tako da, dajte tisti, ki cagate, ki še ne veste, a bi vzeli mojo knjigo, a bi brali te stvari, dajte si še kakšen moj intervju prebrati. Nekaj jih najdete na jeseničan.si, nekaj jih najdete na intervju.si in konec koncev, če želite, če vas ta tematika zanima, pa marsikaterega najdete tudi na hdjesenice.si. Tako da, toliko sem imel za povedati o intervjujih. Kaj sem hotel še povedati? No, te stvari na prvo žogo, ne, ki sem jih obljubil omenjati. Ta teden se je pod eno mojo objavo o zvezi z romanom Nagrada razpletla zelo zanimiva debata. Skratka, neka ženska je bila totalno ogorčena nad tem, da bi, kakor sem kasneje ugotovil, jaz dobil 30.000 evrov nagrade za en usrani roman. Najprej sem se prijel za glavo, potem sem pa ugotovil, da je to pravzaprav zelo zgovorno. Tako Slovenci mnogokrat odreagiramo. Nekaj na brzino vidimo, roman, nagrada, 30.000 evrov in pol zagleda še mene zraven in ji mrak pade na oči, pa valjda ne bo ta kreten dobil 30 jurjev, če pa moj mož že celo življenje piše romane, pa nikoli ni dobil ničesar. Ni prav, ni pravilno.
Skratka, ne bi se prepričala sploh, o čem je štos, ampak bi kritizirala. Potem se je najdla še ena gospa, ki je malo polemizirala, pa je, ne vem, čez nekaj komentarjev ugotovila, da ga malo serije in se je umaknila. Skratka, nekateri pa pol vedno ustrajajo. Dajmo malo preveriti, no, preden sikamo, preden trdimo nekaj, oziroma preden da spljuvamo določeno stvar, dajmo se malo pozanimati, ker pljuvanje je pa tako razširjen slovenski šport. Tudi v meni ga je seveda nekaj, saj sem jaz tudi Slovenc. Kaj sem še hotel povedati? Ta teden sem z mojo Evico, z mojo krasno tetovatorko, naredil ene 2 majčkina tatuja. Eden v latinščini je tukaj čez, malo da ga ne morete prebrati, ker je v gotici. Pisava je gotica, tisto, kar je pa pomeni, pa v latinščini, in sicer pravi, vse je točno tako, kot mora biti. Kaj to pomeni? Če ti gre primo v življenju, je točno tako, kot mora biti. Če ti ne gre dobro v življenju, je še vedno točno tako, kot mora biti, ker si ti te stvari navižal, da točno tako delujejo. Naš ima neverjetne sposobnosti. Če nam gre dobro, je to zasluga našega uma, nečesa, kar smo počeli pravilno. In če nam ne gre dobro, se moramo tudi zazreti vase, ker smo počeli določene stvari narobe. To sem hotel povedati v zvezi s tatuji. Ta drug tatu, tukaj če ga vidite, je ena taka cifra, 5150. Me je eden vprašal, če imam zdaj registracijo na sebi, ne? Je rekel, da ne ve, bi me bral, bi me gledal. 5150. Ni kar ena brezvezna cifra, ampak je cifra je ameriška, oziroma, če se ne motim, celo kalifornijska policijska koda za človeka, s katerim ni dobro češen zobati. Skratka, ko policijska patrola uleti na mesto težave, kamor so jo poklicali, in vidijo, da je z nekom malo težave, potem vzamejo te svoje naprave, s katerimi se kličejo, in pravijo, hey, we have 5150 case here. Which means, kar pomeni 5150 je 5150 koda za nekoga, ki je nevaren sebi in okolici. Jaz nisem nevaren sebi in okolici, dokler me ne nagaziš. Ko boš enkrat začel gaziti po meni, ali pa Bog ne daj omenjati moje otroke, takrat bom pa postal 5150, 5150, tako da do takrat je tole samo en lušten tatu, od takrat naprej danger on the loose. To ni grožnja, to je malo tako za šalo. In kaj so še naredili z mojo Evico? Moja Evica je, vidite, tegale, to so oni, ta stari brežinski napisi. Dajte si brežinske spomenike pogledati. Tukaj je en zelo pomemben del o tem, kako so stari karantanci, oni prav Slovenci, pomagali nemočnim, pomagali en drugemu in ne delali to, kar današnji Slovenci počnejo. Skratka, to mi je toliko močen del brežinskih spomenikov, da sem ga hotel imeti na sebi zavedno. Kaj je še ostalo? Nekaj v nagradi bi še povedal. Še vedno, ali pa znova, se pojavljajo ljudje, ki me sprašujejo, koga si pa mislil v knjigi, kdo je pa ta? A vi mislite, da je Oliverja Dragojevića kdaj kdo vprašal, na katerega točen galeba je mislil v svoje pesmi? Ma kako boš to določil? Jaz sem pač napisal eno izmišljeno zgodbo, v kateri se nekateri ljudje najdejo. Zdajle, če se najdejo v lokalnem okolju in če projicirajo, da sem jaz njih hotel sprovocirati, potem to pomeni, da sem dobro napisal, da sem dober like, da sem jih dobro zadev. Ne? Še enkrat povem, ta zgodba je izmišljena popolnoma. Če se kdo v njej vidi, če je lik pozitiven, potem je to pač pohvala zame. In če je lik negativen in se v njem najde, se pa tako, kot sem prej rekel, mora nad sabo zamisliti, ne nad mano. Ker sem jaz nekaj napisal. Tako da, če ste vi usrani kompletno, od vrha glave vam drek kapla dol, in vi pol ukrivite ta prvega galeba, ki mim preleti,
ste ga znova usrali. Samo še dodali majčken na kupček. Skratka, če Oliverja Dragojevića ne sprašujejo, katerega lep točen je tisti v njegovi pesmi, potem tudi mene ne več sprašujete. Nima smisla, lahko me sprašujete, koga natančno sem mislil, ker nisem mislil nikogar, pač želel sem eno luštno zgodbo povedati. Kaj sem še hotel reči? Seveda, skoraj bi pozabil najpomembnejšo stvar. 26. marca 19:00, Klub smeha desetka Ljubljana, predstavitev moje knjige, prva javna predstavitev, prost vstop, ampak je število mest omejeno, tako da dajte prosim malo prej mi sporočiti, če pridete ali pridete in tako naprej. Ob 7. začnemo s programom, dajte biti kakšno urco prej tam, tako da bomo mogoče še en osvežilni napitek dal vase, mogoče vržemo kavo v glavo, kaj tacga naredimo. Maja Baš, dober večer, živijo. 26. marca, torej, klub desetka, dajte prideti prej, da boste lahko v miru parkirali, da boste zasedali noter enih 50 do 100 placov, tak majčken klubska atmosferca, lušten dogodek bo, nekaj bomo povedali o pisatelju, če ga še ne poznate, nekaj bomo povedali o sami knjigi, pa majčken se bomo posmejali, nekaj fletnega, nekaj fletnih minut, ko bomo imeli. Tako da vabljeni 26. marca, klub desetka. To je v neposredni bližini RTV Slovenija, če kdo ne ve, center Ljubljane, 50 metrov od RTV Slovenije, pešakate lahko, pa to tudi za en čik ni delač, kdor kadi, jaz ne kadim. Ampak mi pravi, da to ni za en čik delač od RTV Slovenije. Skratka, dosti za danes tale live je že skoraj 17 minut dolg. Kaj imam nocoj še zapovedati? Če je komu kriza, če kdo potrebuje, lejte, kaj tukaj piše. Čuvam plavše po kučama, verjamem, da tudi tisti, ki tega jezika nimate za materinga, zastopite, kaj sem hotel povedati. Če je kriza, če imate kakšno 20 plus staro blondinko, ki potrebuje varstvo, poiščite mojo cifro. Adisa, dobro večer, živijo, Alma, živijo. Skratka, čuvam plavše po kučama, to je to za ta večer. Marko, se veste, kaj vas ima. Na nagrado ne pozabite, berite nagrado, pa preberite intervjuje, tako kot sem vam rekel. Ajde, čau, se vidimo. Nataša, dober večer, ampak se ravno poslalom, ajde, čau.